Torej, naša pot se je začela približno leta 2014, ko smo se spraševali, torej, je branding v startupih sploh pomemben, je relevanten, ali je to sploh stvar za startupe, ali to delajo samo velika podjetja. Torej, na kaj morajo biti startupi sploh pozorni? To so bila nekje začetna raziskovalna vprašanja, lahko rečemo tudi, oziroma problem, ki smo ga ugotavljali, ker smatramo, da te stvari se spreminjajo in postajajo vse pomembnejše. Seveda začne se tako kot vsaka dobra stvar pogledati okoli sebe, kaj se dogaja in pregledali relevantno literaturo. Predvidevam, da danes se bo že nekajkrat omenjeno, lean metodologije, poslovni modeli, vendar večina takrat literature je govorila o poudarku na pravih produktov za pravi trg, torej product market fit. Večina tudi nenazadnje delavnic danes poteka v tej smeri, ali torej je to dovolj, smo se mi spraševali. Torej, če je pravi produkt, ga bo trg pograbil. Drži, vsi skoraj se lahko strinjamo. Torej, trg ga bo pograbil. Dobro, ali je res temu tako? Verjetno danes inovatorji, ki so zbrani tam, trdijo, ja, naš je najboljši, največ funkcionalnosti, prave funkcionalnosti ima. Vendar ga morajo uporabniki seveda opaziti, ker danes je konkurenca tam zunaj, vsak nekaj ponuja, vsak nekaj hoče povedati, vsi imajo takšne ali drugačne lastnosti. Naprej, ali je to pravi produkt? Torej, kaj sploh je pravi produkt? Poznate? Kdo pozna to? Dobro, najprej ni šlo, je bil pravi produkt. Kakšne funkcionalnosti ima ta produkt? Inovatorji, vsak od njih bi hitro naštel, naš dela šejke, naš hladi, naš fila telefon, igra muziko. Drži? Funkcionalni vidik. Kaj pa ta? A imate iste funkcionalnosti? Ma, ne? Šejka, polni telefon, hladi, ima še krožnike not, praktično ni razlike. Podoben produkt. Pa poglejmo si podrobneje, če je res razlika kakšna. Razlika je eksistencialna, lahko rekli. Prva izkušnja Kickstarterja, to je bilo produkt Cool is the Cooler na Kickstarterju, ostal je brez financiranja, ostal je pod pragom $125,000, zbral je $100,000. Torej, ni šlo. So se potegnili nazaj, dobro premislili, kaj se dogaja, kaj smo naredili narobe, zakaj? Zakaj zdaj ni šlo? So naštudirali, najeli so sicer agencijo, najeli so torej eksperte, ki so jim skušali povedati, da dobra funkcionalnost ni vse, treba še nekaj nadgraditi. In mi verjamemo, da ta razlika se skriva v dobri znamki, v dobrem brendu, mi rečemo. In seveda, niti pol leta razlike, veste, kaj se je zgodilo? 13,5 milijonov v pol leta, iste funkcionalnosti, malo dizajna bi rekli opazovalci od danes, naredili so močno zgodbo in znali so jo skomunicirati. In seveda še cel kup majhnih stvari, ki nadgrajujejo dober produkt. O dobrem produktu smo pa slišali prej, torej lean metodologija, vse drži, treba znajti pravi produkt za pravi ciljni trg. Mi pa pravimo, da to treba nadgraditi in to smo s tem pristopom nekako poskušali podati podjetnikom, startupovcem in nekako pomagati, kako naj se tega pristopijo. Torej, mi verjamemo, da ta razlika skriva v močni, blagovni znamki, ki nadgrajuje dober produkt. In tukaj je ta bolečina, ki jih dosti inovatorjev, verjetno se med njimi tudi skrivajo kakšni tam na štantih, oziroma v vseh teh startup vikendih, ki smo šli čez, tudi včasih kot mentori, kot sodelavci, kakorkoli, smo ugotovili, da tukaj se dosti krat praktično skrivajo problemi inovatorjev, da ne razumejo bistva, da treba te stvari nadgraditi. In seveda to je bilo naše izhodišče, da pa bi naredili nekaj aktualnega, seveda do neke mere univerzalnega in seveda za startupe, ki ne konkurira samo v domačem okolju, smo k sodelovanju povabili najuspešnejše startupe, šli smo tudi v Silicijevo dolino, to svetujem vsem podjetnikom, zelo dobra izkušnja, če imate možnost seveda raziskovalno in vidite tukaj samo ene najuspešnejših slovenskih, s katerimi smo pristop preverili, poskušali res razumeti, dejansko njim povedati nekaj pametnega je težko, ampak smo se predvsem od njih učili in preverjali, ali ti pristopi, torej neko vizijo smo imeli, res držijo.
In seveda to je bila nadgradnja pravega produkta, izhodišče je bilo seveda za začetek razvoja tega orodja, ki smo ga poimenovali Startup Branding Funnel. To so vidite Red Pitaya, ki tukaj bo danes imel določen govor, Celtra, Belabit, Layer, to so samo primeri nekateri izmed teh startupov. Aha, tu nekaj štima. Dobro, seveda za poskušati ta pristop čim bolj na zanimiv način predstaviti, smo našli metaforo v temu, kar mi rečemo funnel. Torej, mi smo tudi naš pristop poskušali predstaviti preko zgodbe, ki vleče, ki si vsak zapolne. Torej, mi smo klasičen lijak, zdaj je zelo aktualen v teh dneh, ne? Martin je bil ravno kar mimo in so ga vsi uporabljali v kleteh, zasukali in ga poskušali dati in povedati bistvo tega pristopa. To je v bistvu, brand je stvar dveh perspektiv. Na to stran, ko pogledate skozi ožji del, je stvar uporabnika, potrošnika. Kaj vas zanima, ko kupite nek proizvod? Kaj vas zanima? Tako, kar pričakovanje, torej neka izkušnja. Izkušnja od prvega trenutka, ko se srečaš z, bom rekel, brandom, s proizvodom, od tega, da slišiš, do tega, ko ga kupiš, ko uporabljaš in seveda, če se kaj pokvari, kako je pa prodajna storitev, ne? Seveda ocene in tako naprej. Torej, uporabnika zanima izključno ozek del, ozek pogled, izkušnja. Ta širši pogled je pogled podjetnika. Podjetnika, ki more razvijati tehnologijo, kadre, zagotoviti finance. Skratka, on ima čez vse elemente, ki pričarajo edinstveno izkušnjo uporabniku, zato da se bo razlikoval od konkurence in da uporabniku neko izkušnjo. Dejstvo pa je, da mi gledamo na isto stvar, samo z različne perspektive. In seveda to je naša zgodba. To je naša zgodba, ki poskuša ponazoriti pomen dveh vidikov na brand. Seveda, zato mi smo se osredotočili na ta širši pogled, vidik startupa, vidik podjetnika, zato da mu pomagamo in pokažemo, kako naj se loti razvoja nekih znamk, nekih izdelkov, storitev, doživeti, česarkoli. Poskušali smo secirati in identificirati ključne gradnike, ki nekako peljejo podjetnika, startupovca skozi razvoj in pripravo blagovnih znamk. To je naš enostavno nek framework, ki se začne seveda z vizijo, na to imamo fazo nekih predanaliz, to pomeni industrije, sebe, konkurentov in pa uporabnikov. Na to imamo zgodbo ter vizualne elemente, kanale, komunikacijo in pa notranji branding. Poglejmo si samo podrobno, zakaj gre. Torej vsi podjetniki od prvega dneva začnejo z vizijo, morajo imeti vizijo, ker morajo vedeti približno, kaj si želijo spremeniti, kaj si želijo nadgraditi, v čem želijo biti drugačni. Torej nekaj, s čimer se začne. In seveda dostikrat ta vizija ni jasna, jo pa čisti skozi čas, ko dobiva neke odzive. Drugi element, jaz temu pravim rad, ker se sreča na drugi strani kot profesor, domačo nalogo mora vsak narediti, ali v praksi, ali v razredu. To je seveda elementi, se mogoče malo prekrivajo z drugimi metodologijami, vendar nič za to, tukaj jih je treba osvežiti. Jasno razumeti, kakšni so trendi industrije. Startupovec mora vedeti, da bo razvijal proizvod za jutri, v katero smer gre trend, kako se tehnologija razvija. Konkurente, kdo so? Dostikrat slišimo, nimamo konkurentov. Seveda, ko boste prišli na trg, jutri boste imeli. Vi morate biti takrat že odspredji. Torej, jasno vedeti, kam, kako. In pa predvsem, kdo so uporabniki, seveda dostikrat od vsega začetka jih predpostavljamo. In za časom preverjamo, ali so dejansko ti ciljni uporabniki, ter ne nazadnje to, kar danes smo slišali že nekajkrat, kritično ocene sebe, svojega tima, katere spretnosti imamo, kaj nam še manjka, kako to dopolniti. Ne nazadnje, bodi si ne bo tehnično znanje, marketinško, kar ravno tukaj startupovci prevečkrat padejo, homogeni timi inženirjev, homogeni timi ekonomistov, zraven pa ni presečišča teh znanj. Tako, to je nek začetni del, domača naloga, ki je osnovo za ta drugi del razvoja. Največkrat startupovci začnejo z imenom. Vse skrbi, kako bo ime. Vse jih skrbi, kako bo logotip in prva stvar naredijo CGP. To je pomembno in potem začnejo razmišljati, kaj bo delali.
ne govorim vsi, ampak to so začetniške napake, ki se pojavljajo, dejstvo pa je, da to šele pride kasneje. In največkrat na svetu, ko gremo okrog in poskušamo posredovati, da se ne začne iskati bistva v edinstvenosti, torej bodi si lastnosti, koristi, vrednot, kulture, osebnosti, odnosov ali skupnosti, torej nek edinstveni element zgodbe, ta nevidni del, brand identity bi lahko rekli temu, ki je osnova, da boste pol šli v razvoj imena, logotipa, slogana, spletne strani in tako dalje. Torej, nevidni del naj bo osnova tistemu, kar boste vi pokazali z vizualnimi komunikacijami. Tukaj je torej drugi del in pa, ne bom rekel zadnji, ampak naslednji del je pa seveda implementacija. Tukaj je tehnologija naredila svoj pečat pustila, torej tukaj so močna socialna omrežja in pa recimo interaktivnost uporabnikov. To, kar se pa pozablja na notranji branding. Startupi so po definiciji podjetja, ki hitro rastejo. Hitro se povečuje število zaposlenih in pozablja se na notranje ambasadorje, ki komunicirajo z javnostmi, ki prenašajo vašo zgodbo. Na to komunikacija, torej tukaj so seveda vse socialne omrežje in vse ostale tehnologije, ki močno vplivajo na to, kako se komunicira s ciljnimi javnostmi, ter tržne poti, ki zadnje čase postajajo integrirane. V globino ne bi šel, tako v bistvu samo toliko za nameček, te stvari postajajo dejansko vedno bolj dinamične in kaj je bistvo, bomo videli še kasneje, da se k razvoju znamk povabi uporabnike. Torej, treba razumeti jih, predvsem pa povabiti k soustvarjanju. Cel čas razvoja se lahko tudi preverja posamezne ideje gradnikov, celotne zgodbe in pa to, kar se pozablja, treba znati pravilno vprašati uporabnike in interpretirati njihove informacije, ki dostikrat nas lahko tudi zavedajo. Vendar odločitva ne bo vedno na vas. Včasih tudi uporabniki ne znajo zavesti. Preveč poslušati, torej kritično oceniti mnenje uporabnikov. Tako, torej to je vaša stvar. Kot enkrat na začetku seveda preverjate, na to pa ocenjujete, ko enkrat je vaš proizvod na trgu, so razne metrike, obstajajo o tem verjetno drugi pristopi bolj vejo, kako se meri posamezne stvari, obstajajo različne metrike. Gremo proti koncu, torej zanimiv citat, torej letos na podiumu smo imeli tudi lansiranje naše knjige, so nas zelo podprli in pa recimo drugi dan, ki je posebej osredotočen na blagovne znamke, sodelovanje, je zanimiv ameriški pogled. Torej, ne bodite med množico startupov, ki ponavljate dve napake. O zadevah v zvezi z blagovno znamko se bomo ukvarjali kasneje, torej naredijo vse in začnejo na koncu razmišljati o znamkah, ter seveda medtem ko čistimo zadeve o našem produktu, prepustimo marketinške agencije zunanjim izvajalcem in tako dalje. Torej, ne gre outsourcati. Te stvari morate vi razumeti, zakaj so tam. In smiselno, da potekajo čim usporedneje z razvojem produktov. Tako, strnil bi neke svoje misli tega pristopa, ki si lahko preberete o knjigi, praktično nadgradi produkt, vključi ciljne uporabnike, ustvari svojo zgodbo. Uporabi pri tem pa naše orodje, SB Funnel in seveda postani uspešna znamka. Sledite nam lahko preko socialnih omrežij, razvijamo, imamo blog, se pojavljamo na različnih predstavitvah in pa ne nazadnje na fakulteti za menedžment začenjamo nov program inoviranja in podjetništva, kjer bomo imeli prav predmete, vsebine in praktično čim več znanja poskušamo razvijati, zato da pomagamo tudi inovativnim podjetjem, majhnim in pa velikim. Hvala.